Trenutno lovim 3 jarde. Ne skrbi. Rumeni čevlji. Hej, on se voz, hej, jaz sem ta georit. Pokaži mi roke, pokaži mi roke. Izberi mene, brat, kako prikupno. Pokaži mi roke. To je narednik Justin Strberg. To je nezakonito, ampak vemo, da si svoboden. Ne moram ti reči da. Ampak vemo, da si nor. Kako si spravil družino v pogon? Si prš v pes iz Millerja? Ne, v redu, odkot? Ne, šel si v smeri Millerja ali nekaj takega. V redu, Britani. Torej, rekla si, da si imela poln podkur in viski. Kdaj je bilo to? Nisem imela rojstnega dne. So rekli, da želi $1 kaj storiti? Malo sem zamešala. Verjetno sem odšla pred 94 minutami. V redu. Pošteno. V redu, Vili. Kaj misliš, čigala poteza je zdaj? Lepo. Kako boš prišel domov? Katero pot si nameraval ubrati? No! Nisi na varnem. Hodiš po sredini ceste, spotikaš se naokoli. Porabi roke, da se osredotočiš name, Britni, prav? Tega ne poskušam. V redu, torej, Britani, poslušaj, aretirani ste, prav? Pijani ste, na javnem mestu, ker ste res pijani, nevarni ste. Torej, hej, obrnite se. Obrnite se, Britani. Dej no, res ste pijani, ja. Ali je to barbecue omaka po vseh tvojih oblačilih? Mislim, da ja. Je to tisto, kar ješ? Kolega, Stani! Počakaj, fant. Že res? Ja? Hej, Britani, stoj pri miru. Poskusi stati pri miru kakšnih 10 sekund. Lahko to narediš. zakaj me aretirate? Potrebujete koga, da me preišče? Ker si pijan. Ne morem. Zakaj me aretirate? Zakaj me aretirate? To je samo pregled. Daj noge narazen. Daj noge narazen. Imaš kaj pri sebi, kar bi me lahko porezal ali kaj podobnega? Si opazil kaj novega? Odnesli bomo. Malo, piše pristanišče. Nasloni se na avto. Mislim, da imaš malo omake za žar na prstih. Yeah, lebrolling. Potem se ljubta. Hej, nasloni hrbet na toploto. Odbijmo žogo. No, Očitno je nekaj. Kaj je to? O, to je žoga. Stani. V redu. Vstani, sedi. Uskoči zame pri teh vnosih. Ampak najprej, Ne vem. kaj si želim? Kaj potrebuješ? Daj noge če noter. Dej noge. Najprej dej noge tja noter. Kam grem? V okrožje Cleveland zaradi pijanosti na javnem mestu. Dej noge tja noter. Grem v Cleveland Guns. V redu, najprej dej noter noge. Detektiv Roger Lawson, pomoč enoti Vikat tam. Nihče nima oči kot jaz, draga. Ko si držal tisto torbo, tam sem to že opazil. O, to je noro. V redu, čok. Evo, kaj bomo naredili? Samo vzem to iz ust, pusti za trenutek. Obarn se. Sem. samo majhen košček kreka. Stvar je v tem, da košček po košček tukaj prodajo veliko. Ste kdaj poklicali tega gospoda? Za vogalom. Pridite na notranjost bitke.
Rekel sem mu, da sem nekaj videl v torbi. On je rekel, da v torbi ni ničesar. Spustil je torbo. In krek je padla na tla. Kaj še? Nocoj nimam dela. Samo hiter skok ven. To sem bil jaz. Zveniš malo čudno. Sumljiva oseba. Samo stani čuki, da prebaviš rokavice. Noči rokavic! Pojdimo malo. 7 ločenih. Z X-ray 12 in X-ray 15 ne stopi rezervoarja. Nič novega na tem. Torej, to je vse, kar imam trenutno. V redu. Torej mu dajo še zadnjo cigareto, preden gre v zapor. V redu, sedi prijatelj, to moraš izpljuniti. On noče tega v svojem avtu. Kadi samo Swisher Sweets. Delta Nice, Charlie 34. Charlie 34. 34 letal. Hej, povej mi plačilno evidenco, ki sem jo pripravil zate. Kaj? Ja, razumemo. Idemo zadaj. Tako rešimo velik problem. Napad gasilskega tovornjaka. Očistili bomo območje. Tukaj imamo gospoda lovca na krokodile. Udari znova. Z ulic spravi še nekaj prepovedanih drog iz kategorije hujših kaznivih dejanj. Ne ostavi se, to mu priznam. Je kot Energizerjev zajček za pravičnost in enotnost. Torej, ta tip gre danes po noči v zapor. Pri sebi je imel malo kreka in... Ja, ne jemljte drog, otroci. Človek, nimam pojma, kako se ta stvar sestav skupaj. V avtu. Pridi, stopi sem. Čarter, prid sem gor. Pridem, pogovoriva se malo. Prav ne moš priti na površje, ker nisem pošiljal nobenega surfa. Pridite gor, ali kdorkoli je na voljo, pridite sem. Imamo moškega v sivem sukniču, črnih hlačah, rumenih čevljih. Hej! On se pelje. Hej! Jaz sem ta Jorit, jaz sem ta Jorit, jaz sem taj. Fant na 565. Vrača se na drugo stran. Hej, kaj imaš v riti? Ob tisti ograji zadaj. Zatlemi. Hej, lezi na tla, spravi se na tla. Lezi na tla, ne segaj več. Lezi na tla. Hasel, kar ob strani trgovine. Ne naredi ničesar. Samo ostani tukaj, nočem, da te zdaj spravim na tla. Odič. Tukaj pri Hesliju, dispečer, še vedno sem pri 565. Kaj imaš pri sebi, da si hotel pobegati pred mano? Povej mi z besedami, preden pridemo do tebe. Ustaviš me brez razloga. A imaš kje pri sebi, preden te preiščemo? Kaj nisi želel, da naredim? Kaj? Očitno, kaj je to? Kaj misliš? Morala bi ga imeti, pa ga nimaš. Zdaj je vse ohlapno, sej poblej svojo rit. Snel si bom te rokavice. Ko je bežal, sem videla, da je padla šminka bomba, ampak želim se prepričati, da ni vrgel še česa drugega, ker je segel z rokami v hlače. Tukaj je smrdelo po PCP-ju, ampak ne vidim ničesar. Danes je bil dan za noge, tako da sem vsaj opravila trening. To je tudi moja kapa, tipka je mucka. Kaže, da je moj bender.
Nespoštljivo ravnal z mojo kapo. To je nesramno. Tako nesramno. Skje je lači. Hello, right? Moram si ponovno natakniti čevelj. Spet je tam pa štedilniku. Torej, Serenity je spustila tega tipa, on je pobegnil pred njim. Imel je prekleti glok v hlačah. In imel je podaljšan nabojnik. Zato si stekel tja. Ker to in oni ne grejo skupaj. To in ono ne gresta skupaj, tudi jaz bi verjetno stekel. Šel bo v zapor zaradi oviranja javnega prehoda, upiranja, nezakonitega nošenja pištole in posedovanja marihuane. Imamo svoj rek. Pištola na dan, ođene težave stran. Osumljenka naj bi bila svetlalasa ženska, oblečena v črno majico, kratke hlače in z belo torbico. Žrtev je podala opis. Lahko bi šlo za napad s preprečitvijo klica na 911. Oseba je dobivala prevoz od žrtve, ko se je to zgodilo. Ne vemo, kje je oseba, domnevno je peš. Torej, poglejmo, če jo lahko tukaj kontaktirate. Vzdržujemo stik z eno osebo, ki ustreza opisu na bencinski črpalki Shell. Policist Goblet in njegov vajenec sta našla osebo in zdaj smo v stiku. Trenutno je pridržana. Imeli smo incident nekaj uric više. Kaj se je zgodilo med osebo, ki ustreza vašemu opisu, in drugo žensko? Ustrezaš opisu, ki smo ga prejeli? Pridržani ste zaradi preiskave. Ali že govorite noter, a ne? Torej. Kaj se zgodi, ko bom oproščena tega? Ali vas bom lahko videla? Ali nas bom lahko videla? Seveda, lahko nas tožiš za karkoli. Tožila vas bom, vi! Lahko tožite kogarkoli. Pusti me! Nisem se dotaknila druge ženske. Nisem naredila ničesar takega. Pomiri se, v redu. Bi želela sesti. Bi ti to pomagalo, da se malo sprostiš? Se ti zdi smešno, kaj? Smejiš se temu. Vsi boste rekli nekaj takega, kot jaz si nisem pokazala sredinca, tisti prasici. Pripravite se. Pripravite se. Vse vas bom tožila. Ti in ti in ti in ti. Hočem vsa vaša imena. Vsi bojo v poročilu, človek. Ampak hočem jih vse. Torej, zdi se, da je to oseba iz klica. Že po znakih in interakciji z njo je hitro jasno, da je pod vplivom alkohola. Upam, da policija? Mislim, ne skrbi. Prekleto. Mislim, da bi bilo lažje, če bi samo mirno sedel, da se ne poškoduješ, prav? Mislim, da me moraš samo pustiti pri miru. Neki sranja človek. Tako ti je ime. Naj ti povem, Goblet. Kaj? Je Gable. Moje ime je Gable. Ja, moje ime je Tomas. Tomas, pojdi, imaš ime mojega brata. Sovražim to. Ni čudno, da ji ni všeč. Sovražim ga. Sovražim te. Naredili smo hiter pregled in našli preostanek njene pijače. Zdi se, da ji je ostalo še malo pijače. Ne vem, če je potrebovala še kaj, ampak imela je, če bi želela. Do zdaj... Ker bo šla v zapor. Aretirate me zaradi nečesa, česar nisem storila. Nisem se dotaknila tiste prasice. Ti. Torej, ženska bo aretirana zaradi upiranja, zlorabe klica na 911 in napada na svojega voznika. Kmalu jo bodo ukrcali in odpeljali. Danes je Starling na terenu zaradi sumljivega vozila. Nekateri ljudje nočejo sodelovati. Gremo. Hej, nimam čepalke za okno! Pazi, kabedar. Imam te. Imam te! Kje imaš svoj pendrek? Kje je tvoj pendrek? Sarge, Johnston, imaš svoj pendrek? Pazi, ker postaja resen. Drži ga v položaju 69. Drži ga v položaju 69. Daj mi pendrek, Sarge, daj mi pendrek!
Ali gre na 16? Ali gre na 16? Ne, gre na 16! Hej, dvigni roke! Odpri okno! Odpri okno! Odpri okno! Spusti okno dol. Spusti ga čisto dol! Izstopite iz vozila! Spustite ga čisto dol! Tukaj! Narednik in poročnik. In poročnik. Spusti okno in izstopi iz avta! Izstopi iz avta! Spusti ga dol. Prav. Vzemi stvari iz sebe. Izstopi iz avta! Kar poskusi. Spusti ga dol. Ne moram, izvoli, v redu. Želi spet dvigniti okno. Staj, ne staj! Ne skrbi zaradi tega. Zdaj pa idi ven! Pojdi ven! Pojdi ven! Daj roke za hrbet! Spusti me! Spusti me! Prekletstvo! Pari dol. Vsi ste v redu, vsi ste v redu, vsi ste v redu. Izvoli, Serge. Vse, kar sem počel, je bilo, da sem šel po naslov, da bi lahko. Počasi. Izvoli, Serge. Ne, mi nismo pretiravali. Ti si pretirava in zdaj greš v zapor. Opravljamo pregled nepremičnine na znani lokaciji povezani z mamili. Vidimo tega tipa, ki sedi v avtu in kadi. Pripeljemo se tja! Ima okno priprto. Vprašali smo ga, če ima sobo. Pravi, da je nima. Poskušamo ga prepričati, da izstopi iz vozila. Dal sem mu! Več kot dovolj priložnosti, da to stori. Še vedno ni hotel izstopiti, zato smo morali razbiti okno, ga spraviti na tla in ga prijeti. Užilaj malo! Peljo te bom malo na zrak, čez trenutek bomo pri tebi, v redu? Imam cel v ognju! 69. To počne prav tukaj. Ja, točno to! Majem ga v cevi! Da, gospod. Sedel je tam in rekel sem mu, pokaži mi roke. Še kar jih je skrival spodaj, potem pa je skočil na zadnji sedež. Pusti, da sedim tukaj, v redu je. Da, gospod, ena je v cevi. Ima pištolo v avtu, segal je po orožju. Dajo mu ustna navodila, govorijo mu, naj izstopi iz vozila. Moral sem razbiti sovoznikovo okno in vdreti v avto, da je ta tip v Bogu. Ne bi smeli priti do tega, da moramo razbiti tvoje okno, da bi ti v Bogu. Tako pač je, avto bomo zasegali. On gre v zapor okrožja Clayton. Človek! Vonjala si travo. Sploh ne kadim, ni nobene trave. V mojem avtu ni dima, ti! Veš? Presenečen boš. Ravno sem zaviral. Bil je aretiran 3-krat zaradi bega v krogu. Škoda, da ni, kot mi bi stari, to je V6. John Longendoor. Snimajo doktorja. Čas nam. Skupaj s kinološkim policistom Zakarjem Dodgem. Je pravkar padlo. Dor, razumem lokacijo. Potrjujem na Q139. Imaš kaj v avtu, kar bi bilo smiselno? Ničesar. V redu, torej je to problem za narednika. Kaj? V redu, stopi sem nazaj, Vili. Kaj žveči? Postavil si ga pred moj avto. Kaj žvečiš? Kaj žvečiš? Zadaj imam slabe zube. Kaj imaš? Slabe zobe zadi. Ni nič posebenega, samo pridržal te bom. Daj še drugo roko sem nazaj. Poglej me, odpri usta. Nehaj toliko gledati gor, človek. Poglej dol. Tako je. Poglej svoj jezik. Ja, ima tipične zobe od meta. On je na metu. Nimam slabih zob. Zaradi meta. Metamfetamin to naredi, ni ravno najboljši za zobe. Torej ima tam zgoraj malo norca v sebi. Še bolj kot običajno. Torej, Debbie Harris je nadaljevala in... Preprosto pridržala. V lisicah za ves čas. Suvereni državljani so znani po tem, da zelo hitro in zelo nasilno stopnjujejo situacijo. Tako je to za varnost vseh in tudi za njegovo varnost. Dal nam je soglasje za preiskavo vozila, zato bomo to hitro opravili.
Kaj je s tvojim vozniškim dovoljenjem, človek? Kaj je s tvojim vozniškim dovoljenjem? Potrjujem Q139. So jih omejili? V redu. Predvidevam, da ti s tem samo posredno povedo, da ti je dovoljenje preklicano. 175 sprejeto. Opazil sem to že prej, ki je prvič prišel ven. Jaz sem 1080. Avto je pravkar imel 1050 na avtocesti. Tukaj, tik pred Debber. Ostanite na zvezi. Rogue! 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 Rokor! Stopite iz vozila! Voznik, stopite iz vozila z dvignjenimi rokami. Pokažite mi roke, stopajte vzvratno proti meni. Obrnite se, stopajte vzvratno proti meni. Stopajte vzvratno proti meni. Dajmo, roke gor, stopajte vzvratno proti meni. Imam enega pridržanega. Vsi lahko upočasnite. Kaj se tukaj dogaja? No, poskušal sem te ustaviti, pol pa si začel bežati pred mano in povzročil nesrečo. Sem desetnik Rogers iz šerifovega urada. Nisem niti vedela, da ste bili za meno. Se ne spomnite nesreče? Ja, spomnim se nesreče. V redu. Zapeljal si iz cestišča avtoceste, ko sem bil za tabo pri več kot 160 km/h in si imel nesrečo. Koliko si danes zvečer pil? Ona je bišče dala. Edina stvar, ki jo je zadela, je bil prometni znak na avtocesti. Daj no. Prav v tem trenutku ste aretirani zaradi nevarne vožnje. Tako da boste morda obtoženi še kakšnih drugih prekrškov. V redu? Zakaj bi bilo to? Zaradi vožnje pod vplivom alkohola, vendar bodo naši strokovnjaki za vožnjo pod vplivom, ki so na poti sem, tisti, ki bodo to ugotovili. V redu? V redu. V redu, torej dejansko še sploh nisem začel preiskovati avtomobila. Tukaj je majhna vrečkica, v kateri je videti kokain kar na očeh. Torej, že gre z nami zaradi nevarne vožnje, zdaj pa so v igri še droge in morebitna omamljenost. Tako da bo imela nocoj kar nekaj obtožb. Tam noter so piva, ki so odprta v lončku. V avtu je pivo, kdo ga je prinesel. Tam notri imam pivo. Torej, v tvojem avtu ni piva. Mislim, da so ga pobrali. Redo. Prav, torej je južnokarolinska prometna patrulja opravila svojo preiskavo glede opitosti, kjer so izvedli standardizirane teste treznosti in ugotovili, da je pod vplivom alkohola in morda tudi drog. Mamila, ki smo jih našli v vozilu, smo testirali in so preliminarno pokazala na kokain. Tako bo obtožena tudi posedovanja z namenom razpečevanja. Torej, tukaj smo v nakupovalnem središču West Home Mall. Ugotovili smo, da je tukaj oseba, za katero je razpisanih več nalogov za aretacijo in krši pogoje pogojne kazni. Vzpostavili bomo stik z njo in poskrbeli za te naloge za aretacijo. Potrjujem. Potrjujem. Jammy ga, fish. Nakla, zdaj, hitreje, izstopite iz vozila. Potnik, izstopite iz vozila. Broke gore. Roke, gor, izstopite iz vozila.
Stoj, ne naslanjaj se na avto. Sprednji sopotnik, dvigni roke, fant. Stani, sprednji sopotnik, pojdi ven. Pride, Sam. Kaj je narobe? Prosim se mi, kaj je narobe? Pojdi na tla, roke na prtljažnik avtomobila. Zadnji potnik, izstopi iz vozila. Obrni se stran od mene. Hodi za svojim hrbtom. Hodi nazaj. Nadaljuj s hojo. Nadaljuj s hojo. Pojdi levo. Pojdi levo. Pojdi levo. Vaznik! Voznik, izstopite iz vozila. Počasi. Pokažite mi roke. Pejč! Pejč, obrni se. Pejč, obrni se. Drži roke dvignjene. Hodi nazaj. Hodi nazaj. Obrni se stran. Obrni se stran. Nazaj. Nadaljuj s hojo nazaj. Poklekli. Spusti se na tla. Oh moj bog. Imaš nalog, Pejč. Ne šalim se. Imaš 4 naloge in pobegnila si iz stroj B-ja. Rok, kraja identitete. Si pobegnil. Oh moj bog. Hvala Bogu za tehnologijo, ker smo ves dan spremljali tvoj avto. Je to tvoja pipa za metamfetamin? Freda? Ampak je obrnjena proti tebi, kot da... Zdi se, da so tukaj v vozilu našli prepovedane droge. Mi bomo odprli malo in poskusili ugotoviti, kaj je to. Videti je, da je to kristalni metamfetamin. Je to tvoj metamfetamin? Ne, moje sporočilo je moje prvo. Ta torba je bila v tisti torbi z njenimi podatki v njej. Prosim, ne naredi tega. Gospod, rekla sem, da bo dobil, kar sem imela. Ja. Ker nihče ne bo priznal. 479 gramov meta. Vsak bo priznal majhno vrečko. Niče ne govori, da je kdo slab. Rekel sem, da razumem. Prosim. Prosim. Čist fuč. Zakaj mi ne poveš resnice o tem, kaj je to? Če rešiš svojo mamo pred zaporom... Obljubim ti svoj prvič. Dobila bova prodajo. On ima avto. Kaj? Kaj? Si v redu? Gospod. Prosim, ne govorite namesto mene. Pridite sem. Na koncu smo zasegli približno 540 gramov metamfetamina. V avtu so bile 4 osebe. 2 od njih gresta v zapor. Droge so imeli pri sebi in verjamemo, da sta bila to osebi, ki sta jih razpečevali in uporabljali. Torej, ta dva bosta nocoj šla v zapor. Mama osumljenke in njena prijateljica bosta čez trenutek izpuščeni. In to bomo zaključili. V redu, ustavili bomo to vozilo. Na zadnjem delu vozila sveti modra luč. In to je na Crown Victoria, ki je znana kot policijsko vozilo. Še vedno snemamo. Zavali je levo na bluff. Ampak drive še vedno snema. Trenutno 19 mil na uro. Ja, pojdi pa mi pokaži ničlo. To je slepa ulica. Zdaj... Virginia! Holy place, permit this battalion over. Please. Okay. Can you check your light? Claire. Ryan Olympia.
Give me a shot. 10 on track line, 10 on track line. Crew is good. Postavi vozilo ob cesti. Lepo si sledil. Pelje tega naravnost nazaj v Olimpijo, nato v Vancouver. Imamo koga z blokado? Smo na napačni strani ceste. Zdaj smo spet na pravi strani ceste. Modre luči, trenutno nevarne prometne kršitve, vendar iz zadnjega dela vozila prihajajo modre luči. Nazaj proti Olimpiji! Nazaj proti Olimpiji! Ja, pojdi prav tam! Pokaži mi roke, pokaži mi roke. Gre proti meni, prijatelj, streljala bom. Pokaži mi roke. Pokaži mi roke, premikaš se, tako je. Raj se ustavi. Hej, Natla! Ubij jih. Pojdi ven. Po radiju sporoči ustavitev. Imamo ga. Relu, brat. V redu, prijatelj. Roke za hrbet. V redu, brat. Neumna odločitev. Poskusiva, prijatelj. Prevali se sem. V redu. Sam premaknem se hočem. Poskušam te spraviti v sedeč položaj. 1, 2, 3. Ja, prestrašili ste me, prijatelji. Imaš modre luči, ki svetijo iz zadnjega dela tvojega avta, prijatelj. Mi smo, policija, to si ti. Ne jabolčnih pit. Prekletstvo. To je žalostno. Za zdaj imamo tehtnico in nekaj toplih jabolčnih pit iz McDonald'sa. Ne smemo jih pustiti, da se pokvarijo. Iščejo ga zaradi channel sporta, pa še zaradi modrih luči, siren in nevarne vožnje. Posedovanje marihuane z namenom preprodaje. Poleg tega vozi kljub prepovedi vožnje in brez osebnega dokumenta. Ima samo vozniško dovoljenje Južne Karoline, torej bo tudi za to odgovarjal. Tisti, ki bo šel tako? Prestrašil si policijo, prijatelj. Iskren bom s tabo, prijatelj. Nočem strašiti. Zakaj si prestrašen? Jaz sem navaden plišasti medvedek. Si res mislil, da ti bo uspelo pobegniti? Pred mojim sinom. Ne, ampak rekel sem ti, da sem bil samo zmeden in prestrašen, prijatelj. Kaj je? Kakorkoli, upam, da boš varno potoval do doline. Videla sem tega tipa, ki je prevozil križišče. Peljal je naravnost skozi rdečo. Sploh ni upočasnil. Poskusil sem ga ustaviti. In zdaj beži pred mano. Začel je zavijati desno na Shakespearejevo. V vozilu sta dve osebi. Ja, gre po Shakespearejevi. Voznik je temnopolt moški z dredi in belo majico. Zdaj prehajamo na Fontainovo cesto. Da pelje po Fontainovi. Lej, zapeljal je na robnik in šel na nasprotni pas. Prehitro je vzel ovinek, hitrost 95. Naravnost čez Tero. Videti je, da bomo zavili levo na glavno ulico. Ali je prebil prednjo desno pnevmatiko?
Nekaj je pravkar odvrgel mimo ceste Mason, sovoznikove strani. Črna vreča je bila tudi odvržena. Na sovoznikovi strani, tik pred pizzerijo Domino's. Pri prvi stvari, ki je bila odvržena, se videl iskre, zato bi lahko šlo za pištolo. Še vedno se pelje proti mestu. Glavna cesta, hitrost 78. Vozi v nasprotno smer prometa. Spet nazaj na našo stran. Hej, izgublja gumo. Verjetno se bo kmalu razbil. Še vedno glavna ulica proti mestu. Nadaljuje proti mestu. Še vedno zgublja dele svojega avtomobila. Ne vem, če ima City kakšne palce, ampak iz prednje sovoznikove pnevmatike leti veliko isker. Lepo, upočasnjuje. Push on. Trenutno lovim 3 jarde. Končal si. Končal si. V redu, hej, to je za grad. Poslušaj, izpustil bom to roko. Dal jo boš na svoj križ. Na svoj križ. Če premakneš roko predse, te bom udaril s paralizatorjem, razumeš? Ne premikaj se. Čikaška policija. Mislim, da je zunaj par avtu. V njem je ženska potnica. Dvignil te bom na zadnico, razumeš? V redu. Vse, kar imaš, je tvoja denarnica. Ker si že vse ostalo vrgel ven iz nje. Ne. Ne hodi. Nisem ti še rekel, naj greš kamorkoli. Ja. Kaj? Kajzer je ostal v vozilu tam zadaj. Ja, on je edini, ki je pobegnil. Stojte tukaj za mojim avtom. Stopili boste na odvijač. Kaj ste vrgali iz avta? Videl sem te. Samo to, je imel samo to pri sebi. Lahko grem po svojo ženo. In potem mojega, tukaj imaš neke droge? Gospodična je pozabila to vreči stran. Ta gospod je popolnoma prevozil rdečo luč, zato sem zapeljal za njim pri nakupovalnem središču. Odločil se je pobegniti. Tudi jaz. To je torba, tona droge. Imam pištolo, imam drogo, še dodatno drogo. Super. V redu, sem že vprašal. Nekako retorično vprašanje. Kaj sta vrtla iz avta? Iskreno, zdaj bo za dolgo časa šel v zapor. Kot sem rekel, to je retorično vprašanje. To pomeni, da že poznam odgovore. Hotel sem videti, ali bosta povedala resnico, ali pa bosta šla z njim v lisicah. Nahrbtnik. V redu. Kaj še? Ko sem videl, da sta vam prišli 2 stvari. Obe stvari, ko sta prišli ven, smo pobrali, vrgel sem ven nahrbtnik in pištolo. Tukaj imaš malo hladne vode. In tvoja punca je v redu, nihče ni poškodovan. Brate, ko si skočil van, ko sem se pelil mimo, sem vzpostavil čestni stik, ko sem šel mimo. Zvedela je prestrašena do smrti, brate. Verjetno je to uporabljal, da je ostal hidriran. Prosta mesta za otroke. Trenutno gledamo na neustavitev, ob modrih lučeh, objestno vožnjo, posedovanje z namenom prodaje marihuane, nedovoljeno nošenje pištole. Na srečo, nihče ni bil poškodovan.
Pravkar sem videl vozilo, ki je z veliko hitrostjo peljalo proti jugu čez Speedway na tem križišču z zelo temnimi stekli. Poskušal ga bom ustaviti. V redu, 3D12 center, imam vozilo v begu, ki pelje proti jugu, po Kingu od Wallaca. Uporaba bodic je dovoljena, zasledovanje ni. Mislim, da je to Kia SUV, še vedno pelje proti zahodu. In potem proti jugu. Proti jugu, Hohudsonu. Nazaj proti vzhodu po Loomisu. Približujem se Kingu. Pravzaprav ne, Henry Butts proti severu. To je nizek SUV. Crossover proti vzhodu po Orange. Ne morem zagotovo povedati znamke? Južno po Orange. Jay, si ugotovil znamko? Južno po Kingu. Avto se je prevrnil. O ja, dogaja se. Še vedno gre proti jugu. Vozi proti jugu skozi Bellevue. Verjetno bo pobegnil, če dobim še koga v okolico. Centrala, verjetno Bell. Kia 07 Echo voznik, beži, bel, črna kapa, bela majica, proti vzhodu. Teče proti vzhodu skozi dvorišča. Prosim, ustavi se, dobil boš svoje. Izgubil sem ga za vogalom. Izgubil sem ga za tem vogalom. Temnopolti moški, srednjih let, bela majica, skače čez ograje proti vzhodu. Sem na ulici, kar sproščeno, gremo. Je na sredini bloka, na sredini ulice, samo sledi Jayju. Izstopil sem iz avta. Mi lahko pomagaš z dovajanjem območja? Vidim ga, South King skri se. Ne ve, da ga imam na očeh. Ponovno, sprejel sem. Dela na svoji vremenski postaji. Na trebuh, naredi to zdaj. Imaš listice. Hej, listice. Torej, to je moški, ki je pravkar pobegnil pred nami. In to se zgodi, ko pobegneš v Daytona Beachu. Greš v zapor in odgovarjaš za svoja dejanja. 12 centrov. Vozniki so v priporu, lahko jih odpeljete. Hej, Grable. Lahko pregledamo osebne stvari. Je kakšno orožje pripravljeno? Kje si dobil avto, človek? Registriram je pri prodajalcu Deltona Kia. Si ga ukradel s tam? Ukradel! Avto, ki si ga pravkar vozil. $1000 na mesec. Zakaj je zabeleženo, da jih je 20? Sploh nočem govoriti s tabo. Zakaj si pobegnil, človek? Tudi mi smo dobili dober udarec palico. Od drugega narednika, Marka. Chris, jaz sem to strelil. Videl sem. Ja, na koncu sem ga brsil stran, ker ga nisem mogel pobrati. Bilo je, ne vem. Dajmo se umazati, to je dobro, stari. Prišel sem z druge strani Daytona. Prišel sem, da rešim svojega mlajšega brata. Imel sem veličasten udarec s palico. Nisem imel časa, da bi izstopil iz avta, zato sem moral pač vreči ven, kolikor sem najbolje znal, in to je moje najboljše delo. Zadev sem s palico, potem pa sem zanj postavil obroč. Poleg tega, veš, pozornost do detajlov. Našel sem ga. Veš kaj, Chris? Odlično opravljeno. Sem te že omenil. Ja, v redu. To je moj brat. Drugi narednik, Mark, naj to drži. Narednik Mark. To je druga narednica Marija. Si pripravljen, njegova kopija? Kaj imaš v roki? Kaj imaš v roki? Naj odpri dlan, v kateri držiš denarnico. Poglej telefon. Poglej telefon. Odpri dlan zdaj. Spravi svoj rit iz avta. Pojdi ven iz avta, ni mi mar za tvoj telefon.
Obrni se. Daj roke za hrbet. Roke za hrbet. Dober poskus. Kaj je to? Kokain? Ne. Kaj? Ja. Kokain? Ja. V redu. Poskusi prodati kokain z mano. Seriji. V redu, no, on bo šel v zapor. Ne bom ti povedal. Sedi. To je njegova stvar, prav? Hej, Kori, pokaži mu 1015. V redu. Nadaljuj z očilom. V redu. V redu. No, pravkar je šel nanj. Za trud si zasluži petko, kaj ne? Za trud si zasluži petko. Nič, samo prepričati se je hotel, da je vse v redu. In potem je vzel tudi vrečko. Torej, tukaj imamo kokain. Poskušal je dati v žep, ko sem bral vin, ali pa sem se pripravljal, da ga preberem. Vendar je še vedno držal vrečko v roki in je popolnoma zgrešil žep, tako da sem lahko videl, kako štrli ven. Poskušal je skriti in ni hotel izstopiti iz avta. Ko sem ga vprašal, kaj je to, je povedal, da je to kokain. Torej bomo naredili terenski test. Naredili bomo terenski test in potrdili, kaj je to. Če je to res kokain, bo danes večer pristal v zaporu. Ja, poskušal se ga iznebiti, ko sem poskušal. Hotel sem iti pregledati kombi, on pa je hitel tlačiti stvari v žep, a je zgrešil zadnji žep in mu je padlo v naročje. Potem pa je to hitro pograbil. V redu. Je v avtu še kaj drug? Ali res živiš tukaj? Tempel, se boš zdaj lotil kokaina? Vstani. Ne, vidim te z mojim imenom. V redu, torej tip se je hotel s tem izmazati. Opazil sem ga, ko je to poskušal narediti. Kaž? Namislil sem si, da mu bom dal nekaj težkih vprašanja. Koliko še imaš pri sebi? Kaž? Tukaj je ta ena, tam sta tista dva. O dva? Ja. Enako velika vrečka? Ja. V redu, verjetno boste šli v zapor zaradi posedovanja kokaina. Kaj ste rekli? Tajnječek. Zakaj si ga imel v roki? Kaj si nameraval narediti z njim? Ne, tistega, je en majhen. Tisti majhen? Velik, ja. Je to to? Je kaj v avtu? Ne, v redu. No, daj mi svetlomer. Tukaj imaš luč. Nimaš slučajno testa za kokain, kaj ne? Naj še enkrat preverim, imam eno vrečko. Imaš test za kokain? Delgadove ima. Ga lahko hitro vrješ na zadnji seriju svojega avta zame? Zakaj? Preišči avto. Torej, zdaj bomo samo dali naredniku Šternbergu testni komplet za kokain, ki ga imam. Imam ga. Ga poznaš? No, šel bo v zapor zaradi posedovanja kokaina. Kokain. Živi pri vas. Imate še kaj kokaina v stanovanju? Takoj se vrnem, tukaj imam dva. Torej, to je žep. On ga bo dal noter. Vesela sem, da smo ga našli, preden je prišel s tem v tvojo hišo. In če postane modro, bo test pozitiven na kokain. Ko sem ga postavil po konci, je rekel, da ima še eno vrečko kokaina. Torej je bila vrečka na levi, v njegovem desnem žepu za kovance. Identificira ga kot v redu kokain, ampak vseeno ga bomo preverili s testnim kompletom. Bom kar preverila, ne čaka, saj želi biti popoln. Naj hitro prinesem merilnik sem.